Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Velikokrat smo v oddaji Klepet ob kavi govorili o tem, kako pomembno in kako bistveno je, da bolj spoznamo samega sebe. Kadar se bolj poznamo, to nam dejansko omogoča, da sprejemamo tudi boljše odločitve v življenju in glede na to, da se nahajamo v takih negotovih časih, je vsekakor še kako dobrodošlo, da se dobro poznamo. Tako se tudi bolje razumemo. No, Tanja Glažar je tista, ki izvaja Feng Shui analizo osebnih elementov. Seveda pa lahko to, da spoznate sami sebe, storite tudi z vedami, kot so Džotiš, indijska astrologija, potem seveda tudi zahodna, vzhodna astrologija, dve sta, potem imate vastu, skratka ogromno različnih tehnik metod, ki temeljijo na tem, da v trenutku, ko ste se rodili, so bile ene zadeve poštimane na en način in to vpliva na vas celo življenje. Danes je v moji družbi torej Tanja Glažar, ki je torej izdelala osebne elemente, zvezdnici Lari Mlakar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Trenutno najbolj poznana kot ženska, ki je odkljukala sanjskega moškega in potem je imel on priložnost, da je odkljukal tebe. Nekako tako. Nekako tako. Dolga zgodba na kratko. Tako. Ampak, Lara, praviš, da te zanimajo vendarle te mistične stvari, da te zanimajo energije kot takšne, da nisi sam lep obraz, ampak imaš tudi vseb neko vsebino, ki žari, žareva in bi se rada usmerila v nekam bolj, nekam tja, kamor te tvoja duša kliče. Tako, tako. V bistvu me to res zelo zanima, delo na sebi in sem zelo vesela, da sem danes v vajini družbi in bom izvedela svoj Feng Shui analizo. Tako da, odlično. Osebni elementi, Tanja, ni tukaj sam fora, da zveš tam neko, ne vem, kakšno informacijo. Jaz sem Jan Gogan, on je Jank Metal, Lara je recimo Yin Les. Ja. Ampak je treba tudi poznati, kako se ta element obnaša v določenih obdobjih oziroma situacijah. Ampak ti zveš v bistvu s temi osebnimi elementi zelo praktične zadeve. Tudi, ne vem, katera barva je tvoja barva in take zadeve. Ja, katera barva, kakšen je tvoj potencial, kakšni so tvoji odnosi, ki je treba delati na odnosih, čemu se treba izogibati, finančne zadeve in tako naprej. Veliko se da izvedeti iz osebnega Feng Shuija. Osebni elementi pa prav pokažejo točno, kaj je tista točka, kjer bi lahko še malo naredil. In Lara je en tak tip, ki ceni duhoven in pa seveda tudi materialen napredek, obe področji. Njen razvoj temelji na dveh področjih in to je več kot zaželjeno, če ima človek takih osebnih elementih. Kdaj se ti je pa zdelo, kdaj si se začela zanimati za take zadeve bolj? Mislim, da sem že od nekdaj bila bolj postavljena zase. In ta v bistvu samota mi je dala čas, da raziskujem sama sebe v različnih obdobjih življenjskih, ki so pač prišla. A nisi bila ona najbolj popularna v šoli in te zadeve, pa ne vem, tak si te bolj mogoče predstavljamo? Ne, nisem bila. Vedno sem se bolj za sebe držala. V bistvu sem zamenjala 3 osnovne šole. In potem nekako prideš v neko skupino ljudi, ki so že dlje časa skupaj, ki že funkcionirajo nekako. Jaz pa sem v bistvu trmarila svojo glavo, nisem se hotela glih prilagajati in sem šla po svoji poti. In me je danes pripeljala sem tu, kjer sem. Evo, zdaj si pa tukaj, Glejte jo, zdaj ti pa sledijo na Instagramu, Razumem to dejansko in tudi sama sem imela to samoto v otroštvu, v odraščanju in mi je zanimivo, ker sem brala Ošotovo knjigo, ki je dejansko, mislim, da je knjiga o otrocih, ki je dejansko tudi razlagal, kako je v bistvu dobro za otroka odraščajočega najstnika, da je veliko časa sam. Kar je v bistvu ravno obratno temu, vsi pa rinemo takrat v družbo, pa iščemo neko sprejetost. Ja, zanimivo. Tanja, osebni elementi. Meni osebno so marsikaj spremenili leta in leta nazaj, ko si mi prvič to naredila.
Kaj pa Lari pravijo ti osebni elementi? Zdaj, na začetku moraš povedati, da najprej pogledaš, kaj je prevladujoč njen element. Kateri je njen osebni element in pa kakšna je kombinacija ostalih elementov. In Larin osebni element je, se pravi, kako vplivajo na njo, na njeno bistvo, je yin les. Yin les. To je mehek les. Mehek les, ker je pa rojena po zimi, v zimskem času. Tam v lesu vsekakor ima veliko vode, manjka pa mu sonca, toplote in manjka mu zemlja, da se ukorenini. Ampak glede na to, da ima veliko vode, se pravi, da ta les kar fajn raste, tudi ko se vidi po njenih obdobjih življenjskih, 10-letnik, bi lahko rekla, pa brez zamere, no, da je to bršljan. To je yin les, ki ne pozebe, ki vedno raste, ki vedno gre in sega kviško. Tako mimogrede veliko znanih igralcev, pa bom zdaj ameriških imen naštevala, je yin les. To pomeni, da navzven deluje nežno, umirjeno, tiho, tolerantno, usmiljeno, v bistvu pa ima zelo dobro začrtano pot, se ne preda zlahka in gre. Se pravi, njo bojo zmer privlačile osebe, ki so ogenj, pa les, zemlja. Napačno. Njo bodo privlačile osebe, ki so recimo kot les ali kot voda. Zakaj? Zato, ker to je njen element cone udobja in ugodja. Tukaj se ona počuti varno doma. Se pravi, to so te črne barve, zeleno okolje in tako naprej. Tam, kjer je navajena. Recimo, usklajujejo tip moškega, ki bi njo lepo uskladil, je element kovine. Zakaj? Ker bršljan ali rabi steno, zid, zemljo, da lepo raste, ali pa kovino, da ga malo usmeri, ker bršljan išče pot. In potem si reče, joj, Lara, ti si pa včasih toliko počasna, ali pa se sama sebi zdi. Bršljan ne gre tako zunk, naravnasta. No, ta zelena, pa to ti je to blizu? Ja, absolutno, živimo v naravi, tako da... Rabiš to, da ti je temelj, da se uravnovesiš. S tem ne želim reči, da se Lara mora izogibati naravi, pa da mora živeti samo v bloku, nekje v Ljubljani. Absolutno ne. Ampak, ko mi zbiramo počitnice, okolje in tako naprej, bi svetovala Lari, da gre v toplejše kraje. Ne v Skandinavijo, ampak mogoče bolj v Avstralijo, ki je topla pa suha. V tem smislu. Ker tudi s tem mi uravnovešamo svoje elemente. Ker nečesa, kaj imamo preveč, nas se včasih zapahne in ne moramo reagirati. Če pa mi spremenimo polarnost okolja, gre sicer iz cone udobja, ampak zadiha na drugačen način in drugače vidi stvari. A bi res živela v mestu ali na podeželju? Na podeželju. Imela sem obdobje, ko sem želela se preseliti v Ljubljano, ampak zdaj pa ne bi narave zamenjala. Za nič, ampak tudi narave mi lahko zbiramo. A živimo ob vodi, a živimo bliže kakšne gričevnate ali pa hribovite, ali gremo radi v hribe. In Lara recimo je taki, ki je fajn, da ima pogled na planine. Pogled na planine, pa še jezero zraven, ki ima rada to vodo. Okej. Kaj od Damjana Merlaka, ki je bila z njemu na jahti, imaš mogoče karto, mogoče bi pa on primeren z njo? Joj, oprosti, tega pa nisem pogledala, ker jaz sem moram opravič slišala, sem za sanjskega moškega. Ne, to je drug sanjski moški, ta ima dejansko denar. Ta ima denar v nepremičninah, odlično, element zemlje, nepremičnine. To bi šlo. Sem pa pogledala za Gregorja Čeglaja osebni element in je enako yin les, močan se pravi konkurenca, kdo bo koga to navadi na dolgi rok ne gre. A bejš. Ali ti lahko, mislim, čisto tako, jaz sicer lahko povem, da iz prve roke, ali lahko osebni elementi pomagajo tudi ženskam, ki iščejo moškega svojega življenja, da zbirajo pravga? Seveda. S tem, ko vidijo, kako delujejo navzven, ko jim nekako opišeš in kakšne so v bistvu navznoter. Tukaj se vidi iz osebnega elementa, da recimo, če lahko povem za Laro, če dovoli. Ja, se že dovolila. Absolutno. Je njej prilagojen moški z elementom ognja. Se pravi, moški, ki ima ideje, to namreč za njo pomeni ideje, ustvarjalnost, da ima ta les ventil, da lažje raste, da raste na svetlobi na soncu. Se pravi, nekdo, ki ima element zemlje, se pravi, da je tudi finančno podprt in pa element kovine. Yang kovina,
To je moški za recimo Laro, a ne? Ja. Ja, to je tisti steber kovinski, po katerem lahko se bršljan raste in ovija in skupaj sodeluje. Spoštovani gledalci, če ste se našli v tem opisu, pišite! Ne, brez skrbi. Mislim, da Lara ne rabi nobenega posredništva. Kaj, da ne? Ja, glede na to, kak je danes socialno mreže, tako, se mi zdi, da se fanti kar malo bojijo prestopiti, no. A res? Sploh ženskam tako, ko vidijo, da nekaj delajo na sebi, da dajo na sebe. A pa so mogoče ti moški, ki bi bili potencialni za nas, ne bojo najdeni na Instagramu. Se mi zdi, da je to bolj. Ja, te pravi, na Tinderju te ni. Ne. Aha, ok, dobro. Ampak mogoče bi se tukaj ustavila, se pravi, ne pristopijo tukaj, ker jaz sem že slišala, da do lepih punc pa fantje sploh ne pristopijo, zato ker se bojijo in so v bistvu potem najlepše punce najbolj osamljene. Ja, bi lahko rekla, da sem že jaz tudi slišala to, tudi ko se s prijateljicom pogovarjamo, ko imamo podobne izkušnje glede moških. Tako da bomo videli, neko tako čudno obdobje je, se mi zdi, no, ki je... Ja. Sploh za moške se mi zdi, da je kar dosti težk. Ja. Ker so ponavadi samozavestni navzven, ampak navznoter in potem narediti prvi korak in tako se mi zdi, da se malo strašijo. Okay. Kaj bomo še zvedeli o Lari? Kaj pravijo njeni osebni elementi? Ja, zdaj vemo, kakšnega deca si bo našla? Trenutno se nahaja v obdobju, ki mu rečemo potovalni konj. Vezan je na njen študij. To pomeni, da je možna menjava študija oziroma menjava, tako bi rekla, da niha med poklici, kateri ji dajejo kruh. V tem smislu. Ja. Kam trenutno ciljaš? Ja, trenutno v bistvu, kar me ful veseli je, da bi na nek način našla smer, po kateri bi lahko pomagala ljudem. Tako. Okay. Se pravi, raziskuje, se upada to. Ja. Jaz, ko sem ji zabeležila elemente, sem ji tako predlagala, mislim, kakšen tip, on je... Sej vem, da ni tako videti, ampak Lara je izrazito akademski tip človeka. Se pravi, človek, ki ima lahko veliko znanja, veliko več izobrazbe, človek, ki zna delati z ljudmi in človek, ki ima veliko idej. Ti poklici, ki se upadajo z njenimi osebnimi elementi, so vsekako raziskovalno delo, prostovoljstvo, učitelj, zdravniški poklici, in ne nazadnje tudi umetniški poklici, kakšno igralstvo in tako naprej. Skratka, delo z ljudmi je pri njej v prvi vrsti. Verjamem pa, da pri takem delu, pri takih potencialih človek res rabi, da se malo umakne, pa da je sam s sabo, da se malo izbalansira. Ja, v tem smislu. Tako da Lara je prijazna, skromna, zelo prilagodljiva punca, rada ima svoj mir, ni zamrljivo biti, odpusti zadeve, jih ne vleče v nedogled, kar je zelo ena taka stvar. Zaužent? Kandidati ne mara preveč grobosti, grobih ljudi, nesramnih, arogantnih. To je ta kovina, ta del kovine, ki ni udoben, ne? Ja, recimo, ja. To je tisti, ki hoče prstričiti. Ko ti zveš osebne elemente, potem lahko začneš delati drugačne izbire v življenju. Je pa verjetno to njeno obdobje, v katerem je zdaj, ko se raziskuje, to najbolj optimalno, glede na to, da je na začetku svoje kariere in gleda, kam se bo usmerila. Ona ima trenutno zdaj obdobje za študij in pa za služenje denarja. Skratka, nahaja se v drugi polovici tega obdobja, v zadnjih 5 letih, 10-letnega obdobja, ki je najbolj namenjeno finančnemu pritoku. Tako da je fajn, da izkoristi to obdobje, da potegne tudi svojo, da okrepi svojo finančno plat. No, zdaj, ko bo dobila enega fajn deca, pa si bo lahko hišo opremljala ali pa stanovanje, ko ve, kaj še ga bo razbrati. Je potem ta analiza osebnih elementov tudi nekaj, s katerim greš potem hišo opremljati? Seveda se upošteva svoje osebne elemente in upoštevaš tudi osebne elemente svojega partnerja. Se pravi, mi imamo zdaj tukaj tudi ene take krasne slikce, ki opazujejo oziroma opisujejo, zdaj, če je ona les,
kaj to dejansko pomeni potem v sami hiši. Vem, da imaš ti tudi krasno to opisano v vodniku oziroma priročniku Feng Shui, ki bo išel tudi za naslednje leto, ampak recimo element lesa, kaj to pomeni v hiši? V hiši točno? to pomeni, da imamo veliko več pohištva z vidno leseno strukturo, da imamo več rastlin, da mogoče tudi kakšni zeleni odtenki, cvetlični vzorci, navpične linije. Skratka, vse na tak način mi lahko vnesemo z barvami elementa lesa, ki so zelene in pa svetlo-modri odtenki, vsi tudi to vzdušje lesa v prostor. Nekdo, ki rabi zelo, zelo veliko lesa, seveda lesena hiša, lesene gradnje, ne, recimo, ali pa gradnja ob gozdu, ob močnem lesu, to je jank les, gosta, ne na travniku. Nekdo, ki rabi element vode, tisti bo imel bolj valovite linije, pohištvo odprte, zaprte površine, več črne, temno-modre barve, temno-vijolične, ne, in pa kakšno glasbo za pretok energije, če bo vroče, si bo ventilator prižgal, vse to, kar ustvarja pretok, se to je element vode v stanovanju. Potem element zemlje, recimo, kvadratne oblike zemeljske barve. To so vsi rumeni, oranžni, rjavi odtenki, lončenina, glina, pesek, kamen, opeka. Zdaj so recimo ta trend je, ne, da imamo opečno steno nekje v stanovanju, eden izmed trendov in tako naprej. Na vsak tak način mi vnesemo določen element v prostor. In se pravi, če nam manjka elementa ognja, potem bomo rekli Lari, ok, ne pa če živiš ob gozdu, ampak to pomeni, da moraš imeti veliko več odprtih površin, da pride sončna svetloba v hišo. Kakšen kamin mogoče noter, ali pa lončeno peč. Če je oblačno, pržgeš luč, ne čepimo v temi, ne? Tako. S tem si vse pomagamo, da dvignemo vibracijo energije in da prenesemo ta element, da zavibriramo s tem elementom. Ok, se pravi, da se malo zbalansiraš. Kaj pa glede barv, recimo, kako se Lara, kako izgleda tvoja omara v tem smislu? Kaj največkrat zbiraš? V bistvu moja omara je tako barvita, ampak vsak dan črna pride v poštev. Vse druga probam gor kombinacije različnih barv, ampak na koncu zberem črno, belo, sivo in to mislim, da je to. Te barve. Ja, bela te podpira, to je element kovine, siva te podpira kovine, črna je pa tista tvoja cona udobja, ne? Tako, ne? In v končni fazi, jaz sem tako rekla, ne, tudi v obdobju si vode in psa, pes je jesenski znak, oktobra nastopi mesec psa, to je zemlja, ki ima veliko vode. V obdobju si z jank vodo, v tvojih elementih prevladuje voda, ne, in dejansko ta poriv, ne, tega obdobja se odraža tudi na njenem oblačenju. Mogoče po 25. letu bo šla bolj v kovinske barve, ne bo več toliko črnih dodatkov, ali pa ja, ampak ta element kovine se je kar še dolgo vleče, šele kasneje, ne, mogoče kakšen zemeljski odtenk, kakšna ognjena barva. Je pa fino vedno, da človek malo zbalansira stvari, ne. Odlično. Ja, če je že tako obdobje, da da nekaj drugega zraven, ne vem, zeleno torbico. Ja, usnje ogenj. Ja. Tako, rdečo šminko. Tako, ja. Ok, rdeča šminka bi šla? Ja, sama nisem dala, po mojem, že 5 let gor. Okay. V srednji šoli na zadnje. Evo, Lara, ti si dobila že prej analizo, da si jo majčkeno prebrala. Kako si se počutila? Kaj si kaj takega ugotovila? Kaj ti je bil aha moment? Kako ti je bilo? Ja, v bistvu, ko sem najprej prebrala in sem videla, da sta v ravnovesju samo 2 elementa, sem bila ok. Glede na to, koliko delam konstantno na sejha, ne, sem bila prav presenečena, moram priznati. Potem pa, ko sem začela, v bistvu sem si spisala vse stvari, tako da vidim malo kako pa kaj, ko imam svojo beležko. In ko sem prebrala zakaj in na katerem področju se to potem kaže, sem bila, aha, ok, mi je jasno, zakaj. Ja. Se ti je sestavljanka se sestavlja? Tako. Okay. Ampak vse to lahko ti zbalansiraš z znanjem, da veš, kam moraš gledati. Seveda, ne. Mogoče Lara ni razumela dobro, ne. To so elementi, s katerimi pridemo na svet. Ko pa mi delamo na sebi, ti vplivi energij nimajo več toliko na nas močnega vpliva.
Tanja, če dovoliš, ful bi rada pokazala tale list kameri. Joj, Zaradi plonk tega, listek. ker, tale krasen plonk listek, mislim, zame je to perfekcija. Mislim, da se znajdeš skozi tole neverjetno, koliko moraš imeti znanja in vsega, neverjetno. Koliko časa rabiš, da postaneš feng shui svetovalec? Jaz bi rekla, koliko izkušenj rabiš. A ne? Aha. Glede na to, da sem jaz to pridno delala že od 95. leta in leta 2003 sem pa, resno sem zagrabila leta 2000 in do leta 2003 sem dobila dovoljenje od mojega učitelja, da lahko delam osebne elemente. Odlično. Ja. Smo hvaležni. Evo, če bi tudi sami želeli imeti narejene osebne elemente, Tanja vam jih lahko naredi, to je res najboljša investicija v sebe, kar lahko naredite. Več informacij imate na www.klepetobkavi.si oziroma lahko pokličete na 02 6200 230, to je tista ta prava telefonska številka. Mimogrede, super za vašega najstnika ali pa mogoče zase oziroma super tudi kot darilo.